Ljudska kuhinja pod Strehco se po novem ne imenuje več tako. Imenuje se Pokušina pod Strehco. In to zaradi tega, ker smo zgradili nov poslovni model, ker želimo povezati več generacij, več različnih družbenih skupin na način, da se bodo srečevali v istem prostoru, si med seboj pomagali in seveda ob tem ne samo pokušali kvalitetno hrano, tudi medsebojno si pomagali v določenih socialnih stiskah. Sama Pokušina pod Strehco bo vodila mlada generacija, novi obrazi, tisti, ki so naša prihodnost zagrajene vključujoče družbe. Brez tega pristopa smo namreč preveč delali ločnice med tistimi, ki nimajo, pa med tistimi, ki imamo. Mi želimo to povezati v eno krožno zgodbo, ki imenujemo Hrane ne mečemo stran. Vendar, kako bo praktično to potekalo? Recimo, da jaz pridem po kosilo. Ja, zdaj tako, mi v bistvu bomo imeli valuto zdravo juhico. Se pravi, vsak, ki bo prišel v ta prostor zaradi kakršnih koli interesov, neke delavnice, druženja, povezovanja, bo v tem prostoru prispeval določeno število zdravih juhic. Tisti, kateri bodo prišli po svoj obrok, ga bodo naročili ali po telefonu ali ob kakšnih drugih kontaktih in ga bojo lahko tukaj dvignili. Lahko ga bojo tudi ob druženju tukaj pojedli. Glavnino bomo pa poskrbeli, da bo starejša populacija, invalidi, dobili zdrave obroke dostavljene tudi na dom. Kako bo to potem plačljivo? Slišim, uporabljate neko drugo valuto. Ja, mi si želimo, če nam bo uspelo, da se za starejše prebivalce invalide obrok nikoli ne bo plačeval, ampak ga bodo vedno dobili. Zakaj? Ker s tem jim vračamo tisto, kar so oni ustvarili v času svoje delovne dobe. Se pravi, to juhico bo plačal oziroma pokril nekdo drug. Kako pa bo odprta? Ampak to ni več v klasičnem pomenu besede restauracije. Ne, sama Pokušina pod Strehco bo vedno odprta z nekim programom, tako kot nek urnik nekih dogodkov. In seveda na tiste dogodke bodo vabljene različne skupine povabljencev. Kdaj bo to narejeno za starejše, kot v sklopu teh druženj za psihosocialno pomoč preko medgeneracijskega društva Tromostovje, nekaj bo v sklopu sodelovanja z Rdečim križem, nekaj bo v sklopu s Karitasom. V glavnem ustvarili si bomo mrežo organizacij, ki že tako ali tako skrbijo za ranljive skupine, da bodo del teh svojih aktivnosti izvajali v Pokušini pod Strehco in takrat bodo te ljudje, ki bodo prišli, tudi postreženi s tem obrokom. No, jaz imam občutek, ko mi to pripovedujete, da bo to druženje v nekem smislu druženje z dobrimi deli. Ja, naš slogan Dobro z dobrim je namenjen ravno temu, da ni treba v bistvu ločevati, kdo je potreben, da prejme. Vsi mi imamo dostojanstvo takrat, ko lahko prispevamo. Tudi starejši, ki se bodo prišli sem samo družiti, bodo s tem prispevali nekomu drugemu zraven sebe, da ima družbo, da se vključi v neko pa dogajanje. Kar pomeni, da vsi smo takrat vključeni v družbo, ko imamo priložnost prispevati po svojih močeh. Kako bo pa to odprto? Sam odpiralni čas še ne bo tako javno objavljen, v tem smislu, da bo do te ure tako kot neka restauracija, ampak bo res objavljen urnik dogajanja v Podstrehci in način, kako se na to pa dogajanje prijaviš. No, potem, če to malo povzameva, to bo potem v bistvu družbeni prostor ali medgeneracijski prostor? Ja, no, želimo v tej okolici ta prostor odpreti tistim dejavnostim in aktivnostmi, ki tega prostora primernega v bližini nimajo. Zdaj, so to tisti, kateri se ukvarjajo z medgeneracijskim druženjem ali tisti, ki se ukvarjajo z druženjem za starejše, za otroke, za mlade, v bistvu bojo tukaj lahko prišli ta prostor pokoristiti. In tisti, ki upravi v tem smislu neko dobro delo, je nagrajen z juhca? Tako je, tako je. Hvala. Juhca je valuta.